Iz dimnika nad Sikstinsko kapelo se bo kmalu že tretjič pokadilo. Dim je znova črn, kar pomeni, da papeža danes niso izvolili. Čeprav meni se zdi, da je dim bel. Glasovanje, če je dim slučajno črn, se bodo ponavljala, dokler eden izmed kandidatov ne bo zbral večine. No, zdaj mi tudi iz režije potrjujejo, dim je bel. Imamo torej novega papeža. In v Vatikanu je seveda naša Jerca Kos. Jerca, zdaj že lahko rečemo, imamo novega papeža? Ja, res je. Tudi mi zdaj tukaj vidimo, da je dim zares bel. Torej, papež je bil izvoljen po 5 glasovanjih, enem več kot njegov predhodnik. Kaj se zdaj dogaja v Sikstinski kapeli? Na kratko lahko povemo samo to, da je očitno, če se je že pokadil bel dim, to pomeni, da so papežu novoizvoljenemu že postavili vprašanje, ali sprejema svojo nalogo, in očitno je odgovoril pritrdilno, ker šele potem spustijo bel dim. Na to so ga vprašali tudi, kakšno ime si je izbral. Zdaj se bo odpravil v zakristijo Sikstinske kapele, tam so že pripravljena bela papeška oblačila, vanje se bo preoblekal. Potem mu bodo vsi navzoči kardinali izrekli prisego pokorščine, nato bojo odprli vrata Sikstinske kapele in s tem bo konklave uradno končan. Na poti proti balkonu bazilike se bo papež na kratko ustavil še v Paulinski kapeli, kjer bo imel nekaj minut za molitev. Na balkonu pa lahko ga pričakujemo čez približno 40 do 50 minut. Toliko časa nam traja ves ta postopek. Najprej se bo pojavil kardinal Protodiakon in izrekel znamenite besede Habemus Papam, imamo papeža. Nato bo predstavil njegovo ime, osebno ime kot kardinal, in nato še njegovo novo papeško ime. In novo izvoljen bo takrat prvič stopil pred ljudi in izrekel svoj prvi blagoslov Urbi et Orbi. Jerca, kdaj pa bomo videli novega papeža? Kdaj se bo pokazal na balkonu in kdaj bomo slišali, kdo pravzaprav je? No, kot rečeno, potrebujejo približno 40 minut. Pri prejšnjem konklavu je trajalo toliko, da od belega dima do njegovega nastopa na balkonu. Jerca, hvala. Še se bomo torej slišali, če ne prej v naši večerni oddaji, ko bomo imeli bistveno več podatkov in bomo že vedeli ime. Zdaj pa znova na domače politično prizorišče. Nastajajoča vlada ne bo imela prav veliko časa za privajanje. Glede na trenutno finančno stanje, sploh v državnih bankah, ki imajo vse nižjo bonitetno oceno, se bo morala takoj lotiti dela. Med njene primarne naloge bo zagotovo sodila tudi oživitev slovenskega državnega holdinga in slabe banke. Projektov torej, ki ima številni nasprotujejo in ki delita tudi novo koalicijo. Državni